Nacionalni nogometni center Brdo ponuja klasične prizore reprezentančnih treningov, ki so na prvi pogled enaki ali vsaj podobni vsem prejšnjim oziroma treningom naših tekmecev. Razlike so zgolj v nijansah, s tem, da morda k posebnemu vzdušju v naši izbrani vrsti prispeva tako rekoč idilično okolje nogometnega centra, s kakršnim se lahko pohvali le malo kdo. Ampak to je seveda zgolj zunanja podoba dogajanja in skriva tisto, kar se plete v glavah naših fantov, ki odhajajo na pomembno uvodno preizkušnjo novega kvalifikacijskega ciklusa. In proti Litvi seveda iz dneva v dan bolj uhajajo misli. Moramo spoštovati vsako ekipo, čisti dokaz je bil letošnji Euro, vsaka ekipa zna igrati nogomet, tako da do vsake ekipe moramo imeti maksimalno spoštovanje in pač dati svoj maksimum in samo tako bomo prišli do nekega uspeha. Stopnjevanje intenzitete treningov, v kateri se skriva tudi boj za enajsterico oziroma za posamezna igralna mesta v njej, ki so morda še odprta, je zahtevalo nekaj davka v bolečih udarcih. Zdravniška služba je skrbela tudi za manjše viroze. Igralci so seveda odločeni trenirati in odigrati na polno. Dober odigrati prvo v obrambi, pokazati svoje kvalitete v napadu, katere imamo res velike, in izkoristiti vsako priložnost in na koncu zmagati. Mi delamo na tem, da se tako pravim, da bomo prišli nazaj z pozitivnim rezultatom. To je nogomet, vse je mogoče. V skupnem seštevku 4 medsebojne tekme z Litvo, vse v okviru kvalifikacij za letošnje in Evropsko prvenstvo pred 20 leti. Litva ima 2 zmagi, Slovenija 1, zadnja tekma oktobra lani se je končala z 1:1. Danes je vsako tekmo v nogometu treba previdno, ker vsi igrajo nogomet. Veliko se danes dela na taktiki, zato tudi veliko tekem presenečenja, kjer slabši zmaga. Čeprav ni nobenega dvoma, da danes ni več nobenih skrivnosti, da vsak do potankosti analizira svojega tekmeca, pa je prva tekma v novem tekmovalnem ciklusu vendarle malce posebna. Normalno je, da bo en dober pokazatelj, kaj nas čaka, kakšne pripravljenosti tudi sami smo. In jaz mislim, da imamo dovolj kvalitete, da lahko v bistvu njih premagamo. Je pa res, da bomo mogli biti pravi in začeti dobro kvalifikacije, kar bo zelo pomembno. Treba jih tudi dobro analizirati zdaj, kaj smo slabo naredili v prejšnji tekmi, kaj smo dobro naredili in tako iti v to tekmo in cilj nam je sam zmagati. Pred odhodom na Baltik piko na i napovedim postavlja kapetan in steber slovenske obrambe. Moramo živeti za rezultat. To, kar nam je mogoče prejšnje kvalifikacije malo manjkali in mi moramo že od danes naprej se preklopiti na reprezentančni nivo. Začenjamo torej v nedeljo ob 18. uri v litovski Vilni, blizu katere je geometrijsko središče Evrope, kjer se začenja novo potovanje do naslednjega nogometnega središča sveta, ki bo čez 2 leti v Rusiji. Lahko pridemo tja, kajti? Vemo, da imamo res kakovostno reprezentanco in to treba sam pokazati na igrišču.